Dragi moji gledalci in drage moje gledalke. Živimo v zelo resnih časih in zelo malo se smejimo. Ne moremo izbrati časa, v katerem živimo. Lahko pa izberemo svojo držo v njem. Pravi Tone. Ki je bil nekoč moj šef, ki se ga nisem bala. Direktor gledališča, pisatelj, učitelj. Igrala sem v njegovih komedijah, radijskih igrah, TV nadaljevankah. Njegove besede so vedno z lahkoto zdrsnile vame, njihov ritem je dišal po mojih štajerskih koncih. Spominjal me je na malega človeka, s katerim sem odraščala. Nekaj poskočnega in igrivega je v njegovih junakih in tudi nekaj drobnega, skromnega, celo žalostnega. In to je za igralca vedno vir navdiha. Ni dobre komedije brez drobne solze v srcu. Zdi se mi, da komedijanti edini razumejo svet v celoti. Sposobnost, da v šaljivo in zabavno vpleteš globino in modrost življenja, je zame presežek, znak inteligence duha. Ker šaliti se, celo na svoj račun, je težko. Sploh v današnjih časih. A se mi samo zdi, ali pa je res, da so težki časi lahko vir navdiha za dobro komedijo? A je smeh res pol zdravja? Kdo je človek, ki je nasmejal toliko in toliko Slovencev in ki je za svoj rojstni dan, 80. rojstni dan izjavil, da se poslavlja od mladosti? Ki je napisal scenarij za Karolino Žašler in se z njo končno dotaknil avtentične slovenske ženske, ki je za atejem socialističnim kulakom pogumno in odkrito potrkal na vrata slovenske duše, naše zgodovine, bližnje preteklosti. Ta trenutek je Tone človek, ki prinaša sonce in modrost, in jaz komaj čakam, da ga vprašam. Si se dotaknil sonca? Dragi moji, gospod, veliki gospod Tone Partljič. Dobrodošel, Tone. Zdaj, ljuba. Midva se bova kar tikala. Ja, koliko dolgo te nisem videl, še zmeraj si enako lepa. Enako tudi ti, izvoli. Hvala. Tone, lej, toliko časa se nisva videla, zdaj pa kada bi se, tukaj pa se pogovarjava, kada sva se videla včeraj, a ne? Midva se itak tikava, tako da vsem poveva, ne? Lepo prosim, ja. Ja. To je prvo, kar se strinjam, zelo sem se te želel srečati po dolgem času in res se počutim, kot da sva pred včerajšnjem si nekje dala roke. Če bi smel pokomentirati, kaj se tu, bom ti povedal, bi si mislil, čeprav je izgledalo, kot da to prihaja sproti iz tebe, da si malo premislila, kaj velja reči. Bi rekel, najprej stvari, ki se mi zdi, da si zelo natančno me prečitala, če tako rečem. Najprej si nekaj rekla, da imam občutek za malega človeka, pa skromnega človeka. Imam tako eno izkušnjo, se spomnim, da sem mami dal brati knjigo, moja mama je bila iz tvojih krajev, ker je bila nezakonska hči dekle, je bila pa siričica in je imela 4-5 razredov šole. Nenavadno je pa brala knjige kot jaz. Tere knjige sem bral Zločin in kazen, ga je brala mama in je zastopila toliko kot jaz. Tako da, če imam kakšni, tudi doma sem obdan s knjigami, imam to od mame. In sem spomnil, da sem ji dal strici, so mi povedali, pa sem je rekel, mama, to je ena fajn knjiga za tebe, tako je Kranjec zna malega človeka popisati.
In me je mama pogledala, pa je rekla, ja pa po čem ti sodiš ljudi, da so eni mali, eni pa veliki. Pa sem kar malo zardel. Potem sem pa premišljeval, moj ata je bil ravno tako brez staršev, sta bila podobne, sta se srečala pri enem kmetu, ker sta oba služila. Pa kljub temu, ko sem bil majhen, ata se ni rad bral, pa se ni učil. Se spomnim, da sva šla enkrat z očetom, jaz mogoče 6 let, na breg, ker sem hotel prijeti sonce, bom še tu o tem nekaj rekel. Pa mi je rekel, Tonček, veš, zadnje hlače bom dal zriti, da se boš ti lahko šolal. Pa ne vem, po čem je videl, da nekaj, ne. Potem na tem k nekomu sva šla nekaj prositi. Potem se je vmes ustavil, pa mi je rekel, Tona, gledaj, smo v Nebajti, Nepličevi, viničariji, prejšnji po vojni ni bilo viničarjev, pa smo dobili. Je rekel, Tona, ti povem, jaz bom zgradil hišo za svojo družino. Čul sem ga pa tudi, da je kdaj rekel mami, Micka, veš kaj, ne, vse morava narediti, da bodo otroci imeli občutek, da so srečni v družini. Mi dva nisva imela, očetov in matere, so bili takšni slučaji pač, naj otroci vejo, kaj je družina. In potem sem si mislil, kak jaz lahko takega človeka, ki je bil kretničar na železnici, mu rečem, da je mali človek. On je za položaj, iz katerega je štartal in tudi res zgradil hišo. Mi smo se lahko izšolali, v socializmu so bile štipendije. Se mi zdi, da mu ne morem reči mali človek, ki nas je preživljal. Mi je bilo to všeč. O skromnosti ni, da bi govoril vse več. Tisti, ki ima več, ima še več premalo. Najbrž mi smo imeli, nismo bili najbolj revni v Pesnici. Ata je bil na železnici službi, mama je delala okoli pri kmetih. Pa čeprav je po vojni tudi se zgodilo, da smo jedli nek koruzni tomrl, smo rekli, pa kruh enkrat na teden. Nismo bili najbolj revni, pa nismo imeli tega občutka. Vse so vsi enako živeli. Spomnim pa se, mogoče na moj predlog, pa ne vem, če je čisto res, da smo otroci med počitnicami hodili kmetom delati, obirati slive, pa ne vem kaj. In vedno smo denar shranjevali, da bi mami za novo leto kupili knjigo. Čeprav bi rabila nov firtoh, nove nogavice, novo ruto, smo ji kupovali knjige. In potem, ko je ata imel nočne službe, 2-krat na teden nas je posadila za mizo in nam je brala iz teh knjig. Tako da po eni strani res ne morem reči, da sem imel skromno otroštvo ali pa da sem imel občutek za malega človeka. Vsi smo taki. Človek je po veličini duha je velik ali majhen, ne pa po funkcijah, ki jih ima. Koliko tega sem videl na funkcijah, ko ljudje dobi položaj, tudi v gledališču. Je nekdo postal direktor, pa je prinesel slikar plakat za predstavo. To ni bil nikoli na nobeni razstavi, nobenega slikarja. Zdaj pa mu je rekel, ne, tu bo več rdeče, du pa to. Mu je dal položaj možnost, da je nekaj komandiral. Tako da tu se mi je zdelo, da govoriš nekaj, kar mi je po duši. Zelo sem zadovoljen, kaj si pripovedovala o smehu tudi v hudih časih. Berem zdaj iz nekih razlogov, ker nekaj v Vorancu pišem, berem o Mauthausenu, pa o taboriščih. On je bil na zadnje v Mauthausenu, dosti grozovite stvari. Bil 2 leti kar mal depresiven od tega. 3 leta ni dal nikomer roko. Rekel, veste, kaj je ta, ker je nosil mrliče v krematorij, da so jih sežgali. Rekel, jaz nisem več človek, ti ne morem dati roke. No, ampak kljub temu tudi on napiše, da v tisti, ki je bil v tej baraki, je bilo kar v redu, ker je bil tam eden, ki nas je vsak večer razveselil. In tudi naš tovornik je bil v taborišču, mariborski igralec, eno leto. In Dore Klemenčič Majnce, kar je napisal spomine na taborišče in piše, dokler je bil z nami tovornik, ni bilo težko biti v baraki, ker smo se cel večer smejali. Pomeni, ta potreba, da se nekaj olajša, ne glede na grozno situacijo, kdo ima ta dar, da še nekoga nasmeje,
se mi zdi, da je pomemben. Jaz imam vtis, oprosti domišljavosti, da imam nekaj tega daru. Ne? Ko sem komedije pisal, pa tudi je kdo rekel, ne, te Partljičeve komedije, malo politike, malo seksa, malo štajerskega narečja, pa že imaš Partljičevo komedijo, ne, malo politične kritike. Pa sem jim hotel reči, vzami 100 praznih listov, napiši in gledaj, da se bo publika 2 uri smejala. Da se bo publika 2 uri smejala. In ti povem, Zvezdana, ko sem prišel v Dramo, pa sem tako hodil zvečer okoli nje, nikoli se ni slišal smeh. Vedno so igrali resne pa filozofske drame, gledališče pa ima od Grkov naprej eno, ki se joče, eno masko in drugo, ki se smeje. In sem si mislil, moram v gledališče nekaj prenesti, čemer se bomo tudi smejali. In tako si mislim, da je tudi, jaz celo, če malo zdaj pretiravam, pa se delam pameten, če pretiravam, kar je v tragediji, kar se je učil Aristotel, na koncu katarza, ko vidimo, da Antigona kljub temu pokoplje brata izdajalskega, kot pravijo, pa ker je bil rojen, pa ker je človek, ki zasluži grob. In del publike tudi kar nekaj doživi s tem, smo te rekli temu katarzo. Ne boš verjela, nikjer nisem prebral, ampak imam v svoji glavi, da če grejo ljudje z teatra, ker so se od srca nasmejali, pa so se smejali enemu, ki je negativen, pa so z njim obračunali skozi smeh, sem to štel za isto katarzo. Tako je. Za isto katarzo. Ko sem rekel za malega človeka, zato sem dal priimek tistemu junaku Jože Malek. Ko sem hotel, da je, pa pri nas je bil kak priimek Malek. Ko sem v Drami trpel, pa kasneje so mi še govorili, da itak nimam prav in seveda nisem imel. Jaz sem tega, če greva kolako, sem ga napisal za enega našega Petra Trnovška. Moj ata je bil mali, moj ata je okoli gledal, da ga ne bo kaj polomil, pa ga ne bo kaj posral, pa bo vse narobe. Tu so pa rekli, bo igral Bibič, ki je imel 110 kil, pa je prišel z ruskega taborišča. Pa kakor je jasno, da smo Poldeta vsi cenili, da si je več kot zaslužil. In pol, ko mi je Klopčič rekel, da bo igral v filmu, pa sem rekel, ne pa dajte enega malega Trnovška, se tam ne more 110 kilami. Ampak ko sem se zmotil v igralcih. Zdaj, ko vidim, ko pride zvečer skozi vrata otroka, pa čistita tla, pa se tam tisti kuč mi postavi pa reče, otroka, a živijo tu Maleki. Meni še zdaj solze pridejo v oči, ko ga gledam, ker so njemu prišle. Pomeni, se moram naučiti, da pri igralcu ni videz. Če omenjam Trnovška, je igral enega španskega kralja, pred mojimi očmi je Pesjan rasel. In je bil velika osebnost, ker je bil v sebi osebnost. To, pa bi zdaj pravzaprav s tem prenehal. Šla si mi malo na živce, ko si rekla, gospod Partljič. Sem to, sem človek kot vsi drugi. No, naj še povem en detalj, ki me je, oprosti. Izvoli. Ne boš prekinila. Bom te prekinila. Veš kaj, ti moraš vedeti, da ti tako dobro govoriš in tako iz tebe ena taka... Eno ti bom še rekel na repliko, da moče preveč o politiki govorimo. Zdaj sem prostovoljec v enem domu za ostarele. V Slovenjgradcu včeraj v tedniku so bili, ker imajo orkester. Imajo pa tudi bralno značko Toneta Partljiča. Zdaj pa hodim jaz 5-krat na leto jim brat ali pa se pogovarja z njimi, kaj so prebrali. In se zrihtajo ženske, grejo v frizuri. Kar mi, še to bom rekel, pa tvegam, če nisem rekel na glas, ko sem ti prej rekel, da si lepa, jaz sem prepričan, da boš lepa tudi v 90. letu. Meni se ti ostareli obrazi, ko vem, da se ne bodo več spreminjali, se mi to zdi, to je zdaj pravi človek, do te stopnje je prišel. To je ta človek, koliko je lepa, in se res tudi neke šale svilene dajo, grejo k frizerju pred temi kulturnimi srečanji in včasih tudi same nastopajo, ali pa
kaj skupaj, pa jaz neki prizorček naredim, pa reče vsaka nekaj besed. In tako sem enkrat končal, pa je k meni prišla ena gospa, pa je rekla hvala. Pa sem rekel, ja, koliko časa ste že tu? Pa je rekla 10 let. Ja, kako se počutite? Še kar, to je fajn dom, pa pogledajte, danes sem nastopala, pa je samo rekla rdeča kapica. Sam to je rekla, ne? Je rekla, imam šal. Danes je bil krasen dopoldan, ne? Pa sem rekel, kaj pa zdaj popoldan? Je rekla, zdaj imamo kosilo, popoldan bom pa šel malo spat. Pa me pogleda, pa mi pravi, saj ti nisi moj sin, ne? Sem rekel, ne, gospa, ste prej rekli, da smo skupaj nastopala, čeprav jih je treba pustiti v tem. Pravi, saj ti nisi moj sin. Pa rekla, zvečer pa komaj čakam na televizijo, pa gledam Dnevnik, pa tiste Odmeve. Pa to frdamane slovenske politike. Veste, slovensko politiko imam tu noter. Te pa ne ve, sem jaz njen sin ali ne. Slovensko politiko. Ampak jaz bi to poslušal, taki smo vsi Slovenci. Na nič se ne zastopi, ko pa je v Dnevniku, pa vse ve, kdo laže, kdo krade, kaj je tam naredil. Se mi zdi, da smo malo me veselili, ko si rekla, ni vse politika. Časi pa, tu se pa nisem toliko strinjal s teboj, ko si rekla, zlasti v današnjih časih, ne. Mi dva ne veva, kak je bilo leta 400 pred našim štetjem, ko je Aristofan pisal komedije. Me razumeš? Ne vem rad, ko kdo reče, danes so pa taki časi. Kakšno izkušnjo pa imaš ti, da naš sedanji trenutek, in ko sem jaz zraven, štejem za edini kriterij. Zato je treba včasih knjige brati ali pa kaj pogledati, kaj so pa ljudje pred nami mislili. In si presenečen, kako zdaj me zelo bega to, ko vidim, da so zgodovini, recimo, če rečeva Staro Grčijo, pa Iliado, pa Sofoklej, pa Velika Grčija, ne? So obdobja v človeštvu, ko človeštvo zrase, gradi katedrale, gradi skupščine, gradi akropole. Pa pride obdobje, ko to isto človeštvo to ruši. Potem pa se zopet nekje na renesansa, pa Notredamska cerkev, pa vse dvigne, pa spet enemu Hitlerju ne da mira, da se vse to zruši. In ne bi rekel, da sem pesimističen, optimističen, niti ni to bistveno za svet, ampak zdaj mi je pa najhuje, ko sicer sem enkrat gledam televizijo ali eno ali drugo, ali po Dnevnik ali Odmeve, pa vidim otročka, ki se joče sam sredi trga, ki je cel porušen, kjer zadaj gorijo stavbe, on, ki nima pojma, kaj za to pomeni, ne? Kliče samo mama, pa lačen. Ne? Se mi zdi, če bi tako si mislil, da mediji vendarle nekaj odražajo, da živimo v enem dosti pesimističnem obdobju. Sem že prej rekel nekaj zaradi Voranca, študiram, kak je bilo pred prvo vojno pri nas. Ja, kako bi to primerjal? Pa kako je v drugi, ja, isti znaki so Zvezdana. Ko je bila druga svetovna vojna, je bila nekje Etiopija, pa tam vojna, zdaj sta dve vojni blizu, zdaj ti eden, ki je močen, reče, ja, bomo Grenlandijo si pridržali, ne? Pomeni, skozi obdobja gre človek svoje spone in palce in mi dva imava grozen privilegij, da so v vojni slišala od pripovedi svojih staršev, da se jaz spomnim vojne, kako je ata prišel iz vojne. Ne? Spomnim se tudi, ko je šel, ampak pri nas vseeno ni bilo take fronte. Ne? Tako da čutim vseeno malene tesnobe, ker se mi zdi, da živimo v nekih podobnih razmerah, pa besede čujem podobne, kot so se pred drugo vojno recimo slišale. Se spomnim očeta, njegov ata je bil ubit 14 leta na prvi dan prve svetovne vojne. V enem viaduktu je čuval neke vagone in so ga uselili, niti ne vemo kdo. Torej on ni imel. Ampak ko se je poročil, pa ko je rekel, ženi morava vse narediti, da bomo srečna družina, in ko mi je o tem pripravil, pa mi je rekel, Tonček, veš, 35. leta smo se spet začeli bati.
To se pravi, ta občutek, kdo bo tudi pol... Ja, ker Hitler pol pa je Hitler zasedel Avstrijo, smo ga imeli na meji. Ne bi rad pretiraval z usodo našega naroda, ki pa je vseeno edini narod, ki mu pripadam z jezikom in z vsem. Nič ne mislim, da sem za to posebej izvoljen, ker nimam zaslug, jaz sem se rodil, rad bi se na Norveškem ali pa v Afriki, ampak pripadam, da ne rečem, malemu narodu, ki je vedno ogrožen. In zdaj bom pa nehal za to, pa ti bom pustil, da me kaj rejše vprašaš. Veliko krat mislim, koliko je važno tudi to, da so taki ljudje, ali pa pride okupator, požge knjige, prepove jezik, ukine univerzo, ukine osnovne šole, ukine inštitucije. Ampak nekje v bregih ena babica slovensko šepetaje moli za svojimi. Ali pa uči otroke pet bolj tiho slovenske pesmi. To nas ohranja. Če imamo v sebi nekaj duha pa kulturo, ne samo država in inštitucija. Čeprav seveda država je pomembna. Ko sem bil v skupščini, sem se zelo jezil, ko so takoj po vojni levi, desni, ni bilo bistveno, so rekli, ne, država ima prevelik vpliv, diktatura, trg, pa tržnost, ti bodo naredili razmerja in konkurenco. S tem bo se vse postavilo na svoje mesto, država je pa servis. Pa ti pride kriza v Ameriki, pa je 2 milijona ljudi iz avtomobilske industrije na cesti. Vse jih ne zdržuje tisti, ki je propadel. Državi, gremo v državi. In to, da smo Slovenci precej patriotično razpoloženi do svoje domovine, se mi zdi, da bi morali narediti korak, da tudi bi malo spoštovali svojo državo. Enkrat je ta vlada, druga vlada, v Angliji imajo parlamentarizem iz 13. stoletja. Je jasno, da je drugod ko naš. Samo, to pa je zdaj že samovšečno. Ko sem jaz bil 14 let od leta 90, takrat sem šel z Drame, iz tiste vestrankarske skupščine, sem bil 2 leti, pol pa 12 let poslanec. Pa ne bi rad bil tisti starček, ki pravi, v mojih mladih letih je bilo tako, ampak je bil parlament bolj kulturen. Ja, seveda je bil, se to neč... Je bilo notri 12 članov društva pisateljev. V nekih latinskih citatih sta tekmovala Jaša Zlobec pa Rudi Muge. Razumete, je bil en Pučnik, ki je svoje stvari in ostali. Je bil en nivo. Ko pa danes poslušam, pa si res mislim, da mora biti država na psu, če lahko čisto vsak žali, govori neumnosti in potem triumfalno sede si jih zajebno. Ni. Mi imamo še neke mentalitete. Veš, da sem bil pri Borštnikovem srečanju, predsednik, in sem bil vabljen na Sterejevo pozorje, ker smo se menjavali. In mi je Branko Gombač zrihtal v mariborskem gledališču dnevnico, pa vozno karto in sem šel v Novi Sad. Ko sem prišel tja, so mi dali kuverto z dnevnicami. Pa sem rekel, ne morem vzeti. Sem že v Mariboru dobil. Ja, pa šta te boli? Pa zdaj nisem dobil državni denar. Ma jebeš državo. So si rekli. In je bilo jasno, da ta država ne more vzdržati. In malo se mi tako obnašamo. A veš, ti si nekje, to sem prebrala, sem uživala, ker sem brala vse to, še kakšne detajle. Mislim, da sem prvič slišala, da je nekdo izjavil tako pošteno. Vsi kritiziramo in zdaj je sam še to. In potem kritiziramo, da so vsi politiki pokvarjeni in tako naprej. Mi pa dobro vemo, mi ljudje dobro vemo, da te nategne mesar, pa da mislim... Pa ni politik. Pa ni politik, po domovih se godijo tragedije, Mi moramo vsi zrasti. Ne samo 90 poslancev. Cankar je napisal na koncu Prve svetovne vojne zadnje svoje predavanje Očiščenje in pomlajenje. In je mislil, ko smo se razrešili Avstro-Ogrske, da je čas, da se slovenski narod malo čisti in prebudi. In mi smo tega
zelo potrebni. Ja, v bistvu, ne vem kako, čudno se mi zdi, da se tega ne zavedamo, namreč, a nismo mi veljali za poštene, delovne? Larifari, ljudje smo vedno enaki, ne? Zato ti rečem, ne mi reči, danes je pa tako, kak pa ti veš, kak je bilo 1100, me razumeš? Ja, ne? razumete, ja. Ravno taki ljudje so bili, to so klišeji. Ja. Ki jih mi o sebi govorimo. Vse nam to drugi ne govorijo, da smo Slovenci bolj pošteni, Ja. pa da smo tako pridni za delo, da ne švindamo. Zdaj poglej, ko imamo v rokah stvari, kaj delamo z delavci, ki prihajajo od drugod. Jaz. A smo v čem boljši od drugih sveta? Zmeraj, kadar je denar edini kriterij, pa družbeni proizvod, njegova rast, kar je edini kriterij, mora biti tudi duhovna nivo, mora biti kriterij. Ne? Jaz se spomnim, ker sem šla, ker so me povabili delati v Avstrijo, na Steirische Herbst, ne? In me je tam, to je bilo še v Jugoslaviji, in me je tam tisti njihov direktor tega festivala dal en tak drobiž mi je dal za honorar. In jaz, nikoli ne pozabila, sem ostala in sem rekla, jaz imam akademijo, to je pa še manj, kot da bi v Jugoslaviji bila plačana, jaz grem. In mi je rekel, in nikoli ne tega pozabila, pa kva ti Jugovička, pa kaj ti zdaj tukaj kompliciraš z Balkanci, ne? Lahko si srečna, da delaš v Avstriji. In to je meni ostalo za vse večne čase. Veliko te mentalitete, nažalost, ko smo postali mi, gospoda, onim, ki so brezdomci ali pa socialni reveži, obenem jih pa pol Slovenije gleda kot ene pritepence, ki bi jih bilo treba pretepsti. Jaz sem bil v Sarajevo, jaz sem šel na grob Ivana Štandekarja, ki je z moje pesnice, sem nesel rože. Tam je polno slovenskih, ne bom rekel ravno direktorjev, ampak pomembnih kadrovnikov, ki išče ljudi, da pridajo. Mi pa smo po vojni rekli, čez Kolpo nikoli več. In smo jih izbrisali. Jaz sem, ti povem, nič ni pomagalo. Jaz sem bil sigurno eden zadnjih, ki sem hodil protestirati. Pa so mi rekli, prokleti jugonostaliki in tako dalje. To je bil administrativni genocid, da se Slovenci umažemo s tem. In vsak, ki nas gre tožiti na sodišče v Evropo, dobi. Ne? Kaj nam je bilo treba? Ti moraš znati biti tudi gospodar. Ja. Mi smo dobri hlapci, ker se upiramo, več delamo in tako dalje in se sami sebi smilimo. Moraš znati biti velikodušen gospodar, pa komu kaj dati, ne pa samo jemati. Ja. In to se mi, in evo, jaz zdaj nekaj pišem, če to uspem razložiti, je v redu. A ti zdaj, ne, mislim, če sva zdaj, ker si rekel, da pišeš, ti si vse to, kar zdaj govoriš, v svojih igrah, se pravi skozi humor, meni se to zdi posebna inteligenca, a veš, ker je zelo lahko napisati neko tragedijo, kak je vse grozno, pa kak je vse črno, pa najlažje je kritizirati, pa tako naprej. Zdaj pa ti kar napiši... ponovi, še bom ženi rekel, naj posluša, da si rekla, da si inteligenten. Ona ima svoje mnenje. Ja, seveda. Mal pa se tudi jezim na take, bi se skoraj kmalu začel na tebe. Ja. Ko hodim zdaj, jaz sem pisal komedije, vse sem rekel, Kolaka sem znal na pamet, ker sem ga v avtu govoril na glas. Aha. In sem rabo, jaz sem ga šel ob 1 popoldan pisati, ob 3 zjutraj sem ga napisal. Jaz sem pol še popravljal. Ampak sem bil noseča mačka, ki samo išče prostor, kjer bo izlegla. Ne? Komedija se vseeno prej napiše. Zdaj pa, ko napišem 800 strani, moram toliko neznanskih ur presedeti. Ja. In sem zdaj napisal 5 romanov, so me šli pri Beletrini. Kljub temu me pa v Mariboru ljudje srečajo, pa mi kar naprej pravijo, Jezus, gospod Pavlič, zakaj ne pišete več? Je bilo tako fajn. Pa mu rečem, zdaj šele pišem, imam čas za romane, ampak problem je, da ti ne čitaš. Ne? Jaz pišem. Ne? In vsi visijo na tej komedijah, pišem zdaj druge stvari, ne da bi mislil, da so boljše ali pa bolj važne. Vse sem jaz to tudi brala. Ampak ti si omenila, že prej hotel sem prijeti sonce, prozo in že imaš zeleno luč. Ja, zaradi tega, ker jaz berem tvoje romane in tudi ti, mislim, tudi v romanih, jaz čutim to, kar sem jaz v napovedniku povedala, veš, tone toplino,
tisto, mogoče zato, ker sem tudi jaz z nekega okolja, haloškega, kjer sem videla vse te drobne, male človeške usode, ki so v bistvu tako velike. Pa mi in kdo tako- reče to, veš, pa mi rečejo, vam se mali ljudi smelijo, pa veste, da je vaš roman je žalosten, vam sem se dosti smejala. Ne, Ja, zdaj se no. mi tudi... To imaš ti v sebi, a veš? Tako da zagrabiš, in v glavnem, ko tvoj roman prebereš, človek Ne, se ni nisem mrtvo rekel, da hladen. ne bereš, ampak hočem ti reči, da me v mestu me vsi hvalijo. Jo, je škoda, da več ne Ja, pišete. zato, ker ne berejo dovolj. Ja, ne? ker televizijo Ja. gledajo. Ne No, berejo, torej pač. si se dotaknil sonca. Ne, ampak na koncu te črtice piše, Ata mi je rekel, veš, Tona, ne, sonca ne moreš prijeti. Če boš prišel na te brege, je za drugimi brege, pa naprej. In tako boš prišel okoli sveta, pa se ne boš mogel dotakniti sonca. Ampak zadnji stavek je pa avtorjev, to, da velika sreča je, da mladi ljudje in novi ljudje, ki prihajajo na svet, vedno znova verjamejo, da je mogoče prijeti sonce in vedno znova se napotijo prijeti sonce. To je poanta te črtice. Ni ga mogoče prijeti, mogoče pa hoditi Za njim. soncem. Zelo me preseneča Tone Pavček, ima nekaj zbirk, tudi deček, Ja. ki je šel za soncem. Kar nekaj pesmi o soncu ima, sva se dobro poznala, sva bila prijatelja velika. In kar me najbolj preseneti, enak podpis imava. Aha, Enak T, pa enak P. Ko pogledam, moram pogledati, da je Pavček ali je Pardič. Zgodilo se mi je pa, bom povedal dve anekdoti iz šol na tvojem rajonu okoli Ptuja. To je bilo v Ptuju, sem prišel na eno osnovno šolo brati za bralno značko. In grem po štengah in vidim veliko sliko Toneta Pavčka. In vidim razstavo knjig Toneta Pavčka. Pa grem k slavistki, pa sem rekel, ni mogoče neka zmešnjava. Ne? Vse veste, da sem Partič, da nisem Pavček. Ne, to še je odprej, pa sem videl, da ne drži. Ne? To še je od zadnje, on je bil Pol pa, ko sem jaz končal, pa so bi naj otroci kaj spraševali, so vsi spraševali, tovariš Pavček, kdaj se bo napisali zadnjo pesem? Pa sem rekel, otroci, jaz nisem Pavček, sem Partič. Tovariš Pavček, No, evo. vaša hčerka Saša je igralka, ne? Kaj pa zdaj igra? Hvala Bogu, je tudi moja igralka. Ja. Hčerka, ne? Tako se mi je to zgodilo na eni drugi šoli, blizu tvojih krajev, pa me tu pridem pred šolo in me zunaj čaka slavistka, kar je bilo zelo ljubeznivo. Ampak ko me zagleda, pravi, Jezus, gospod Partič, a tako izgledate, na sliki ste pa kaj fajn. Čemer se zdaj rajše kažem na televiziji pa na slikah, ko v živo. No vidiš, to je... Ampak to je življenje, iz tega je ta sok sestavljen, to se Ja. ni kaj jeziti. Še ena stvar, ki si jo tudi na nek način omenila in ti štejem zelo dobro, v svoji literaturi, ki praviš, da je tu in tam prijazna pa humana, nikoli mi ne pade na pamet, da bi se postavil v pozicijo, da sem lahko sodnik, recimo nekomu, ki je bil udbovec, pa je to delal, ali pa med belimi, ali ne vem kak zločinec. Nisem takrat živel in moja generacija, ki zdaj to gleda, ni pozvana, da daje sodbe ali pa obsoja, pa bi jih celo dala pobit za nazaj. Kaj pa jaz vem, če bi moji hčerki držal en SS-ovec pištolo sem, pa bi mi rekel, povej, so tam gori v gozdu partizani ali ne, drugače jo bom počel. Bog ve, kaj bi naredil, nimam pojma. Odkot imam zdaj jaz, ki dan živim brez vojne, jaz eden redkih, ampak za penzijo, s katero lahko preživim, da bi zdaj bil sodnik ljudem iz nekih groznih časov, ki jih ne poznam, se mi zdi, da pisatelj ne sme biti sodnik. Mislim, da sploh umetnik, ne? No, gled, ti bom povedal še eno reč, ki sem jo preko sem mamo omenil. Mama je torej brala. In kar sem moral jaz brati na učiteljišču za čtivo, je tudi mama, ki sem ti rekel, imela 6 razredov osnovne šole, je recimo z mano brala Zločin in kazen. Jaz sem ga bral in mama.
In pol mi mama enkrat reče, Tona, ti mi povej, kdo je zdaj glavni junak v tem romanu, ne? Je Razkolnikov, ne, ki je ubil oni dve ženski, potem pa in zbolel, ker zločin je le zločin, s kakršnim koli namenom, ni se dotaknil njunega denarja, ga je razdelil siromašnim študentom, ne? Ampak ali je on, ki je imel in epileptične napade in je celo življenje trpel, ali on je sodnik, Porfirij Petrovič, se vi ste igrali v drami, predno sem prišel, kar solidno Žaretovo zločin in kazen. Ali oni, ne, tam je tak prizor, ker je v Starinarnici ubil, so bili tam naslovi vseh, ne, in so kar imeli en kup osumljencev. In tudi on je tja nekaj odnesel in tam je videl, kako so te babe bogate, kako so skope, kako mučijo ljudi. In je se spomnil, koliko je revnih v njegovi vasi, pa ne more, in je naredil zločin. In pol so jih vabili na prva zaslišanja ta imena, ki so tam. In tudi njega, med 5 in 6. In ko oni zaslišuje, pa on že tam neusumljen reče, ja pa, poglejte, Napoleon je tudi toliko ljudi pobil, ne? Pa je imel namen odstraniti carje in cesarje in namen neke druge države. Je tako nekajkrat vprašal nekaj, da bi videl, do kam bo on segel. Potem pa v glavnem ni več klical, 2-3 krat vmes. In po 2 letih, ko on sreča Sonjo Marmeladovo in ko ji pove, kaj je naredil, ona reče, Boge, Konstantin, Boge, to nosiš v sebi. Takoj se idi prijavi. Ti moraš odslužiti pokoro, takoj se idi prijavi, da si ti zločinci. In on gre po 2 letih. In pride tja in tudi takoj ne pove, ne? Pravi, a ste vi odkrili? Torej niste tako pametni, če 2 leti niste odkrili. On rekel, ja smo dosti naredili. No, pa povejte, torej, kdo je zločinec? Pa Porfirij reče, Razkolnikov, zločinec ste vendar vi. On reče, kak pa veste? Rekel, že 2 leti vem. Jaz sem prvikrat, kar si govoril, mi je bilo, že 2 leti vem, da si ti zločinec. Pa zakaj mi niste prijeli? Ne, jaz sem čakal, da boš ti enkrat prišel sam prijaviti. Bo začetek kazni že malo odslužene, če boš prišel do te stopnje. Zdaj te bomo pa poslali v Sibirijo, te ne bomo na smrt obsodili. In je tudi, ne vem, za 8 let, koliko gre v Sibirijo, ne. In mi je bilo tako všeč, ker včasih, kje v spremnih besedah piše, kdo je pravzaprav glavni junak, ne, da je moja neuka mama, ne, ali pa neočena, ne, z nekim premislekom je rekla, to je on junak pravzaprav, ki je superiorn vizavi njega, ali on, ki je to vse skozi dol in na koncu priznal. Ne. In tako nam se mi zdi, dobra literatura vedno postavlja taka vprašanja. Tone, a ni to, jaz sem zadnjič imela doma neko sceno s sinovi, ne? Tako zelo podobno kakšni grški tragediji, veš, ki se med sabo nekaj, ne? In sem rekla, poslušajte, pred 1000 leti so že o tem, kar mi imamo danes tukaj doma, pisali, ne samo eno dramo, do zdaj, do leta 2025 jih je napisanih najmanj 100 na isto temo, če ne 1000. A kdaj nam bo kaj pomagal? Samo to pejmo prebrati. Poskušajmo se, a je to, zato ker se ljudje ne vživimo v to, ali zakaj tega ne razumemo? A si ti to kdaj vprašaš? Zvezdana, vedno se mi je bila všeč in sem te imel rad, ne, in če se je to čutilo, ne, tudi nisem bil na takih delovnih mestih, da bi lahko bil vzhičen na teh rokami, znano med distanco. Ti imaš nekaj malo več duha v sebi. Ni čudno, da nimaš miru, poleg tega, kar dobiš za izpoved v gledališču. Je najbrž premalo to, kar nosiš v sebi, ne. In zato sem tvoj prijatelj. Hvala ti. No, ampak zdaj se mi oba dva jokava, ker se v bistvu jokava na tem svetom, a ne? Ne, meni teče, ko staremu psu. To je dobro. Ni katarzičen jok.
Ampak si kljub vsemu, zdaj, ko te poslušam, a veš, ti si mene zasedel, pa si mi tako zdaj lepo pohvalil, hvala ti. Jaz sem bila zelo mlada, svetniški vrelec. In jaz nikoli ne bom pozabila scene, kako sem tam spodaj, se spomniš, pri potočku zajemala vodo in nikoli ne bom pozabila, kako sta iz globine odra se držala za roko in prihajala Majda Potokar in Polde Bibič. Dva stara igralca, ki sem ju jaz gledala in nisem mogla verjeti, nič nista rekla, samo hodila sta po odru in nisem mogla verjeti, da sem jaz vse razumela, kaj pa podružiti. Rečva zdaj, če že o tej igri govoriva, že drugič sredič, rečva poanto, ne? Dva slepca, stara, berača, moški pa ženska, drug drugemu pomagata, saj ni med njima nič, prideta do ene vode in se umijeta in oba zagledata. Zato svetniški vrelec in potem vidita svet. Vidita tebe, on se zaljubi takoj, pa jo takoj hoče imeti, ona vidi drugega in gre ta on ji reče, tako si grda, ko bi vedel, da si tako grda, ne bi s tabo hodil, ko gleda žensko. In gre po svoje v svet, ona gre po svoje. In potem vidita, da je ta svet tak, da je boljše, da ga ne vidiš. In gresta nazaj k vrelcu, se umijeta, da ste zopet slepa in sta slepa reveža bolj srečna od gospode, ki sta jo prej srečevala. Se mi je tudi, jaz moram priznati, čeprav bi se spodobilo, sem poznal samo dve Sinčevi drami, znamenitega Fanta zahodne strani, pa v Mariboru smo igrali Senca v Globeli, nisem te drame poznal. In me je poklical Paro. Me je poklical Baro, tak, pa nisem bil kak legendarni umetniški vodja, mi je popolnoma jasno. Si bil tudi samo 2 leti, ali koliko, ne? Ampak Paro me je poklical in me je še nekaj naučil, kar me je pa že prej gumbačil v Mariboru. Je rekel, Tone, imam en komad za Poldeta in Majdo. In jaz, če bi ostal, pa če bi moče bil malo bolj avtoritaren, bi vam probal dokazati, da zbiram repertoar na igralce. Ne zaradi literarne mode ali kaj. Ti moraš imeti celo ekipo rad in moraš videti. Jaz sem takoj se mi zdelo, ti premalo igraš v drami. Me razumeš? Se mi bi morala več. Pa sem takoj zdaj, pa je bila tam še kakšna Polona ali kaj ki bi pa v smislu, ne, ta mora igrati. Ja, ker to ne vejo, mogoče... On me je naučil, če vodiš gledališče, moraš imeti rad igralce, pa vsem omogočiti. Se še Štiha spomnim, ki so se poslušalci potrpeli, ker gre za gledališko zadevo. 3 stvari me je Štih naučil za zmeraj. Bojan Štih je bil direktor, tudi pisatelj in mislim, tak intelektualc, mislec. Najprej rekel, Partlič, on je bil v Mariboru direktor, jaz pa dramaturg. Pa že, tako smo enkrat rekel, kdo ima končano diplomo, je še v Mariboru, pa tudi Celju je bilo kar precej igralcev, ki so zljubiteljski, pa so bili v Mariboru in tam boljši celo od doma, ni važno. Pa smo jaz enkrat rekel, tudi jaz, veš, nimam akademije. Sem bil vpisan, sem hodil na predavanja. Ni pa bilo formalno izrednega študija in nisem mogel iti na izpite in sem nekaj hodil poslušati, pa celo življenje sem bil tega lačen. Sem rekel, tudi jaz nimam diplome. Pa mi rekel, takoj tiho, Pardič. Jaz sem najboljši direktor v Sloveniji. Jaz hočem imeti najboljšega dramaturga. Sem vse pregledal, sem se odločil za vas. Da mi od zdaj naprej govorite, jaz sem najboljši dramaturg. Seveda nisem, tudi ni bilo res. Ampak en občutek samozavesti pa mi je dal. Kar Zvezdana, ti sama veš, kaj pomeni tudi pohvala pa dobra beseda. Mi pa znamo v glavnem negativne stvari govoriti. Pol mi je rekel, druga stvar, me je prijel za roko, sva šla na oder, po vajah je bil oder prazen, pa mi je rekel, Tone, ta oder ni najin. Ne smeva mi dva odločati, kdo lahko na tem odru režira pa igra.
To je javni prostor, kot v Grčiji so bili te skupščine velike. Vsak ima pravico, ki se je šolal, tu dobiti poskus. Mi dva morava enkrat ali pa dvakrat vsakega spraviti na ta oder, ki želi, ker Gombač pa prej rekel, ta baraba ne bo režirala. On je to o meni govoril. On je rekel, ni najen. To je javni prostor, mi dva morava pravim ljudem omogočati, če želijo, da pridejo na ta oder. Velik poduk za nekoga, ki potem postane. In tretje, kar mi je rekel, če hočete biti dober direktor gledališča, Partljič, obdajte se s 5 ljudmi, ki bodo precej bolj pametni kot vi. A res? Morajo biti bolj pametni kot vi. Pa jih morate poslušati. Tisti šef, ki misli, da je najbolj pameten, pa on komandira, pa ne posluša pametnih okoli, Pik Zimeri ga tako hvalijo. Ja. Ti moraš imeti tiste, ki vejo več. Od tebe. Obdajte se z dramaturgi in lektorji, ki so bolj pametni kot vi. To je moj zadnji nasvet. In moram reči, so zelo koristni bili nauki za mene. Nažalost me je potem pot odpeljala drugam. Bežal sem pa iz gledališča, Svetlana, tudi za to. Zelo sem si vdahnil tudi, ko sem bil po 22 letih šel iz gledališča. Čeprav sem prej kot učitelj samo začaran hodil za igralce in drugimi in samo to bral. Prebral sem vse, kaj se je dobilo, veš, v gledališču, da se ne bi videlo, kaj vse ne znam. Ampak tudi v drami, pa še bolj pa v mestnem gledališču sem imel igralko, ki je pila. Ja, ja. Jaz sem tudi pil, pa sem se s 30 leti sem se zdravo. Pa so predstave odpadle, ne. In nisem upal iti, je bila na predstavi, nisem upal iti v Maribor, ker sem se bal, kaj bo nocoj na predstavi. Potem za vse te igralce sem moral skrbeti, so dobre in slabše in boljše, da bodo dobili vloge. V sijajni drami je ena prva igralka, ki še danes moja srčna prijateljica in mislim o njej samo lepo, nimam nobenega razloga, mi je ko prišla reči, Tone, imam nekaj mamo bolno, tak te prosim, jaz 1 leto ne bi igrala. Bom odigrala vse, kjer sem zasedena, bom odigrala 1 vlogo, kjer sem že napisana, pol mi pa daj 1 leto mir, doma imamo nekaj narobe z mamo, jaz psihično ne zdržim več. In je jasno. In si jo slišal, ja. Ja, ampak čez 1 mesec sem slišal, jaz njo sam, da je govorila, vse za nas nekatere pa ni več placa v drami. A res, ja. Ne, ampak si mislim, to so igralci, nič nisem zameril. Samo izučil. In potem sem mislil, drugega ne delam, ko se tresem, da se mi ne bi kaj uprli ali rekli, ne znaš. Živim 24 ur na dan za druge. Bral sem samo komedije in drame, ne romano, ker nisem imel časa prebrati Tihi don drugič. Zdaj se ga poznam, pa vraga poznaš. Ne? In tudi nisem nič več pisal. In sem rekel, če hočem ostati Partljič, ki bi rad bil pisatelj, moram iti. In sem enkrat za 1. maj po 2 letih drame lovil ribe v enem ribniku in sem pobasal in sem šel domov k ženi, pa sem rekel, veš kaj, dal bom odpoved. Ker se mi je zdelo, da nisem več jaz, da sem servis za teater, da ti to veš, ko imaš vaje, te celo požre. Celo požre. Pa tako sem imela v mojem srcu nekaj protekcije, ne zato, ker si fejst, pa tujskega okolice. Zdelo se mi je, da nekak v privatnem življenju nisi bila čisto srečna. Zdaj pa ne vem, če je res ali ne. Vse me nič ne tiče, mi takoj rečeš, kaj te briga, ampak se mi je tako zdelo, ta sončna zvezdana si bi zaslužila bolj srečno, sončno življenje. Pa ne vem, kakšnega si bila. Sem tako, kot tvoje, se pravi, tvoje igre, humor in sonce, ki ima noter v sebi tudi kakšno, tudi rano, ne. Ampak... Tak se mi je zdelo. Vidiš, ti si dober psiholog, ne. Ja, Bog ve. Ja, seveda, če pišeš tako, kot pišeš, moraš biti odličen psiholog. Pa še eno napihnjeno stvar ti bom povedal. Kaj? Še nisem javno. Ti bom povedal eno napihnjeno stvar. Ko si prej tako govorila nekaj o meni kot o častnem pisatelju,
Jaz se za razliko od mojih nekaterih prijateljev, ki so odlični, naprimer najboljšega štejem Draga Jančarja, ki po mojem ne bi bilo nič narobe, če bi dobil nagrado, o kateri se govori, da je kandidat. Ampak se mi zdi, on niti na taka srečanja ne gre. On je Zeus, ki je odgovoren, pretehta vsako besedo in si misli, da ima njegova beseda mogoče tudi kaj teže v državi. Imam Toneta Kuntnerja, ki je sicer tako politično drugače vidi svet kot jaz, ampak ni to moja stvar, zato imamo te stranke, da je vsak, ki hoče, ki čuti za poslanstvo, ki ga je tudi izpolnil, da bo spregovoril o podeželju, o kmetih, ki so jim vse vzeli, ki trpijo, delajo in enostavno v Mariji Snežni in Slovenskih Goricah. Ampak ko on to piše, imam vtis, da ima občutek dolžnosti, da nekaj naredi za te ljudi, iz katerih je sam zrasel. In še, jaz tega nimam. Jaz mislim, da opravljam enako delo kot fant, ki stoji za kamero, tisto je njegovo delo, ga mora znati narediti, ga mora rad delati. In jaz pa se od njega razlikujem, ker delam drugačno delo. Nikoli nisem imel občutka, da imam neko poslanstvo, da jaz nasmejim ljudi ali pa nisem imel tega občutka. Jaz moram svoje narediti in delam. Ampak, zdaj pa pride ampak, ko zvečer, ko vse utihne, pa pišem tudi, nocoj sem ti rekel, sem bedel do 3, ker sem v Štefki Drolčevi nekaj pisal. Ko pišem svojo prozo in sem sam v svoji sobi, med knjigami, vrata zaprta, Milka spi, jaz pa pišem o Žaščerci. Zvezana ne zameri, prvikrat bom to iz ust, to javno. Jaz se počutim Bogova. To so moje osebe, jih ni, mogoče katera podobna kakje, ampak v glavnem so moje osebe, jaz sem jih rodil. Jaz sem si jih izmislil, sem jim dal imena, sem jih pripeljal do sem. Moram biti pošten, moram nadaljevati tam, kjer sem ga pustil. Jaz se počutim, sploh me ne zanima, ali potem bom dobil pozitivne kritike, kakšno nagrado, absolutno me ne zanima. Počutim se, da kreiram neki paralelni duhovni svet. In to je tisto, kar... Tone, zdaj si točno o tem govoriš, kar jaz govorim, ljudje boste ustvarjalni. Ustvarjalnost je nekaj, mislim, če si ti ustvarjalen, nikoli ne moreš biti tako nesrečen, da bi se ubil. Če na tebi vidi, kako si ustvarjalen, recimo, kako si zrihtana. To so pa drugi. To so pa drugi odgovorni, hvala vam. Ti si tako, mislim, ti si res moder, veš, kako te je lepo poslušati. In ti si tudi nekaj povedal nekje, kar sem jaz tudi doživela. Veš, jaz se živim na eni kmetiji in včasih grem poleti gor na un travnik in pogledam gor zvezde. In ti si tudi imaš eno tako izkušnjo na morju, ne? In pogledam gor zvezde in jih vidim unih milijardov in se kar zvijem in rečem, hvala, sam dojamem, da sem tukaj samo hip. Manj, ko ono leti. Manj, ja. Si ti lahko zamisliš to? Nekateri mislijo, da so Bogova, ker imajo funkcije. To se meni zgodi. Lovim ribe po noči, na tisti strani otoka, kjer ni luči. Imam mali čovno, se bi potopil, če bi šel dalje, se v obali vozim, pa nekaj lovim. Pa pogledam, v mestu več ne vidi zvezd. Tam so pa vse zvezde. Si mislim, vsak ima svojo severnico, nekje tam pa je sledi. Ja, kdo sem te jaz, ki ima... Ker nisem nič, to je milijarda let, milijarde ljudi. Kaj bom jaz napihnjen? Še eno podobno izkušnjo, ko sem prej odom, sem 2 leti sem bral v zaporih, kar me je tudi zelo izučilo. Kako malo je treba, ko sem še pijan vozil, ne bi nekoga ruknil, pa bi bil toliko let tam med njimi. In v njem društvo Polžek, tudi ne vem, kako bi rekel, telesno, malo umsko hendikepiran, ne vem, ni prave besede za te. Velika izkušnja, jaz bom s tem pa res nehal. Bom povedal vse, kar se mi zdi pomembno. In sem 2 leti jim hodil enkrat na teden brat. Pa tisti, ki so znali brati, so sami brali, pa še kako mali prizorček smo naredili. Recimo
rdečo kapico, je vzela košarico pa rekla, zdaj pa nesem kosilo k babici. Pa je šla, pa je doma rekla, sem bila rdeča kapica, ne? In sem tako tja hodil. In prvi dan sem prišel tako mal napihnjen, vesel, pa sem se tako vsedel, oni so pa tam sedeli, okoli mene 12 jih je bilo, ni jih smelo biti več, ker je bil nek evropski projekt. Pa sem rekel, jaz sem to, ne? Star sem 80 let, Ja. sem moškega spola bil ali pa sem, imam ženo, ki je Milka, pa 2 otroka in zdaj bom tu z vami 1 leto, potem sem 2 leti prebiral neke zgodbe, pa proval delati. Zdaj bi pa rad vedel, da se vi predstavite. In sem šel tja sedeti in so tako prihajali, en se je sam smejal, pa ni znal povedati, drugega je prišel na berglah in so v glavnem so pa vsi rekli svoje ime. Pa nekdo je še rekel, sem iz Maribora ali tam in so šli nazaj. Potem pa je ostala ena deklica, tako precej manjša, pa precej debela, sem najprej mislil, da je, kako se reče tem, Da ima Downov sindrom. Downov sindrom. Ja. Pa ni, z njo je pa sedela tudi ena psihologinja. Pa sem rekel, mala, zdaj pa še ti pridi povedati, kako ti je ime. Pa se je skrila njej pod pazuho, pa je gospa rekla, ona pa ne govori. Ona pa ne govori. Ja, pa sem rekel, če ste vi njena psihologinja, pridite vi, jo vzamte na ta drugi stol in povejte, kdo sta. Ne? In ona reče, ona je Manja, jaz pa sem terapeutka Gretica. In Greta nazaj, jo malo podpiram, ampak je hodila sama, se tam sede in mi že gre. In čez 2 minuti reče, Manja! Vsi so obnemeli, vstali, ploskali njej, ampak tudi meni, kot da bi imel kakšno zaslugo. So rekli, ta je v vseh teh letih prvikrat rekla na glas eno besedo. A res? Prvikrat je rekla na glas eno besedo. Terapeuti niso mogli verjeti. Pa kasneje je tu in tam kaj rekla, malo sem ugotovil, da ona bi rekla, ampak da nek proces, jaz se na to nič ne razumem, v možganih, od tega, da lahko nekaj rečeš, pa možgani dajo komando, so pri njej morali miniti 3 minute. Od nas pa ni imel nihče potrpljenja, da bi jo 3 minute čakal. To je bila ena izkušnja. Pol sem se že malo strašil, ko so šli domov, je šla mimo mene, pa me je tako pobožala. Potem pa vsakikrat, ko je prišla in ko je šla, se mi je nasmejala in me pobožala. Pa me je že bilo strah, ta se bo navezala na mene. Jaz bom pa tu upravil svoje ure, pa šel. Pol sem pa povabil svojo hčerko Mojco, ki je v Kopru igrala Pehto v Kekcu, pa tudi Vilo Škrlatico. In sem jo rekel, naj pride z vsemi kostumi, pa jim pokaže, kako se igralka igra, kako se preoblači in tako dalje. In je Mojca prišla z tistim kostumom, je najprej bila Pehta z nekimi rožami, pa ne vem kaj na glavi, pa surova. Pol pa še je odigrala Vilo Škrlatico, ki je imela tako en zlati, se ne vem, iz kakega materijala je bilo, lahko da je bila folija, en dolgi plašč. Pa so ji ga palčki nosili pri Vandoto. In sem rekel, vi bodite palčki, pa so tako šli, srečni. Pol pa sem rekel, bi znali zapeti Kekčevo pesem. In jih je kar neka skupina znala, pa terapeutke, in smo skupaj peli, kaj mi poje ptičica, ptičica sinička. Pol sem pa rekel, je pa še ena pesem v Kekcu, o slepi Mojci, pa sem imel 2 slepa tam, ki pa je tudi pela ptičicam, ki jih je čula, pa jih ni videla. In je ta Manja začela peti, kaj mi poje ptičica, je znala peti gladko. In smo bili vsi tiho, meni so že začele pa Mojci solze, ne. In potem smo jo vsi pohvalili, ne. In potem smo imeli končno neko prireditev za starše in je ona zapela, so me starši kuševali, da bo naš otrok enkrat v življenju nastopil. In ko sem tam potem nehal, sem najprej Milki rekel, veš, da se mi zdi, da sem malo boljši človek, zdaj, ko sem bil 2 leti z njimi. Zdaj, ko je že vse mimo, pa včasih pomislim, ja, v čem pa je razlika med nama? Njo je mama rodila v krvi in mukah, mene je rodila moja mama na isti način.
ona je pila mleko iz dojke in jaz. Pol je najbrž mama videla, da je nekaj narobe. In tako so šle človeške usode vsaka svojo pot. In jaz si želim, da bi nekaj uspel, pa da bi me ljudje pohvalili za kako literaturo ali pa se smejali moli komediji. Tako je ona bila zdaj srečna, ko je neki aplavz od ljudi doživela. Je bila drug človek. Zdaj pa premislim, ko si govorila o Grkih, kaj bo čez 300 let, če bo nekdo našel mojo Lobanjo, pa njeno Lobanjo. Ja, kje se bo poznalo? Da sem jaz bil eden, ki je pred televizijo nastopal, ona pa to. Oba dva sta samo človek. In tako se mi zdi, da me tudi izkušnje na stara leta še me brusijo. Do konca. Ja, zdaj sem vse povedal, kaj vem. Veš kaj, te bom pa tako rekla, ne? Ja. Tak te je lepo poslušati in tak si dobro v bistvu zaključil ta najin krog, da je v bistvu najbolj pomembno, da si dober človek. Za nami bojo kosti imele podvale zgodbo ali pa tudi ne. In vsem vam želimo, da ste... Daj mi roko. Ne, oba dva s Tonetom, ki se že greva v delto. Ja. Sam je pomemben je, da si dober človek, vse ostalo ni pomembno, denar tudi ne. To je lahko vsak. Ja, to je vsak lahko, ni povezano z denarjem. Hvala ti, Tone, iz srca globokega. Ja, nič takega. Hvala lepa, Hvala. da ste me povabili.